razširjena, tako da imamo skupno komisijo veterani vojne za Slovenijo in pa veterani Združenja Sever, kjer bomo pripravili določene pripombe. Potem bo ta zadeva tudi širše obravnavana, sigurno tudi na Kodbusu. Tako da bomo šli v nekatere spremembe, omenil sem, neke krivice je treba odpraviti, vi jih veste, tako da ne bom razlagal, katere so te krivice in priliko boste imeli, da boste na njih tudi upozorili, če bomo v komisiji spregledali. Mi moramo doseči, da ne more biti neka organizacija, če nima, recimo, vsaj 70% vojnih veteranov, najmanj 1000 članov in tako naprej, ker drugače lahko 12 ljudi, lovcev, ki so not sami veterani, tudi ustanovi veteransko organizacijo na področju vojnega veteranstva. To pa mislim, da moramo preprečiti. Jaz sem tudi včeraj v Gorici, kjer sem govoril, povedal, mi smo, ko smo ustanovili Združenje Sever ali Zvezo veteranskih društev Sever, zelo jasno povedali, da bomo imeli toliko regij, kot smo imeli takrat uprav za notranje zadeve. In tega se bomo držali in tega se bomo morali pa vsi držati. Ne bomo jih delali več, se pravi, to je neko tako primerno število, ima tudi nek zgodovinski pomen, se pravi, z nekega zgodovinskega vidika ga lahko utemeljujemo in pri vseh takih zadevah moraš imeti nek temelj, na katerega se upreš. Tako da to bomo seveda tega se držali, lahko bi imeli tudi skupno organizacijo Zveze vojnih veteranov in pa mi 91, ampak zaenkrat jaz mislim, da je še prav, da je tako, kot je, mi policisti moramo nekatere zadeve rešiti za nazaj, tako da kasneje so pa seveda tudi možna taka razmišljanja. Jaz bi tukaj omenil tudi ene skupne napore, ki bomo tudi v letošnjem letu ob sodelovanju z policijo seveda izvajali. Gre za to, da se pojavljajo nekateri predlogi še za nekatera priznanja za dogodke izpred 25-26 let za časa osamosvojitvene vojne, ki so vse verjetnosti in sigurno sem tudi upravičene, vendar zelo težko je te zadeve sedaj za nazaj reševati, ampak mislim, da smo s policijo že najdli neke predloge, da bi poskušali malo varčevati za sredstvi, da bi ob 30. obletnici osamosvojitve, se pravi 2021, izdali takšen spominski znak, ki ga bi lahko dobili vsi udeleženci osamosvojitvene vojne, lahko bi pa takrat tudi še nekaj posebnih znakov spominskih oziroma nekih priznanj podelili za tiste najbolj ključne dogodke, da ne bi zdaj našteval, ker eni so že nekatere izpostavljali, da mi moramo to celovito urediti. Jaz upam, da takšen pristop podpirate. To so stvari, ki jih ne moramo čez noč narediti, ker jih pač nismo v 25 letih, je treba zdaj to postopno in počasi urediti. Jaz mislim, da bomo to lahko uredili. Zdaj skrb za ranjene, za otroke, vdove, starejše, padlih, vse toliko bomo naredili, kot smo v lanskem letu. Toliko, kot zmoremo, tako da bomo vse tiste aktivnosti tudi izpeljali. Kar se tiče organiziranja in udeležbe na športnih tekmovanjih, mislim, da smo lani rekli, da bi bilo dobro, da se bi še bolj udeleževali, bolj množično in tako naprej. Leto smo doživeli na Voglu, na nas je pa že bilo skoraj preveč, tako da smo skoraj v temo čakali, da smo lahko podelili priznanje, ker nas je bilo tam, mislim, da prav 368, To so taka tekmovanja, ki jih delamo skupaj s policijo in bomo jih tudi vnaprej, tudi če bo tako. Mogoče je bil pač trenutek ta, da policija se v tistem času pripravljala na evropsko prvenstvo, pa so imeli to tudi izborno tekmo, pa jih je bilo tudi zato mogoče malo več, pa malo več adrenalina, pa še kakšna pritožba, da smo bili malo daljši, ampak tudi tega smo navajani, še hujše stvari smo dali skozi. Seveda, sodelovali bomo s svetovno veteransko organizacijo, sodelovali bomo z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, tukaj posebej tudi izpostavljamo veteranskimi organizacijami, Ovčarski in Hrvaški, to pač Prekmurci, Murska Sobota, že lep čas goji, tudi sam sem bil parkrat zraven in so ta srečanja zelo pomembna za izmenjavo stališč, da tudi vemo, kako drugje gledajo na to veteranstvo. Včasih tudi pri nas vidim
da se nekateri tudi sprašujejo, ali sploh potrebujemo veteranske organizacije ali pa ne, in to je škoda, če se to zgodi v kakšnem strokovno-znanstvenem biltenu Slovenske vojske. Tako da take stvari niso dobre, smo odreagirali in bomo še odreagirali. Tukaj je tudi kolega general Štajner se na to močno odzval, spremlja to zadevo, tako da je pa seveda lahko to tudi polemično. Mogoče pa hoče s tem ugotoviti, pa potrditi še kako pomembno je, da imamo takšne veteranske organizacije, kajti jaz mislim, da policija, vojska se nikoli ne bi smela takšni organizaciji stanovski odpovedati, ker lahko ne samo pričakuje pozitivno podporo, ker smo vsi tako dolgo delali v tej inštituciji, da na njo v bistvu tudi ne moramo pozabiti. Zdaj ta informativna, publicistična, založniška dejavnost, gospodje, jaz vas tukaj res veterani pozivam. Dokler smo še vemo, kaj se je dogajalo, mogoče še imamo kakšne listine, arhiv je odprt s pomočjo Generalne policijske uprave in pa ministerstva, dajmo še kaj napisati, to, kar bo napisano, bo seveda ostalo, drugo bo šlo za nami. Tako da mi smo financirali to dejavnost in glede na to, da imamo bistveno več sredstev, kot smo jih imeli, dajmo to izkoristiti, zveza bo sigurno vse te zadeve financirala, ampak nam je kdo zdržal za besedo, bom rekel, sofinancirala, ker financiranje pomeni vse, nekaj morate pa tudi sami seveda v tej smeri po vsej verjetnosti narediti. Zdaj, ja, nekatere zadeve, ki jih izvajate, celo presegajo ta lokalni regijski nivo, tukaj bomo zraven, tukaj bomo pomagali. Seveda smo pa, toliko bi jaz okrog tega plana povedal in pa seveda predlagal, da še date kakšne pobude, pa tudi, če ne danes, lahko tudi kasneje pisno. Zdaj, predsednik nadzornega odbora nas je pooblastil, da lahko delamo rebalans in finance tudi nekoliko prerasporejamo in tako naprej. Če je dal tako pooblastilo, potem je dal tudi upravnemu odboru pravico, da v nekaterih zadevah odloča drugače, kot smo tukaj noter zapisali. Videli ste tudi, kako je bilo tudi za financami, tudi kolega sekretar povedal, da smo nekako vzeli v razporeditev 170 000 sredstev iz državnega proračuna, v okvir tega, da pri tem ostaja okrog 26 000 pa 129 denarja neke rezerve, ki jo bomo pa poskusili uporabiti v te namene, ki sem jih